Osrednje državne prireditve ob dnevu upora proti okupatorju letos zaradi varčevalnih ukrepov ni bilo. Mi smo se s kamero udeležili slavnostne seje Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, saj nas dvema govornikoma na njej vežejo skupni dogodki. O Janezu Stanovniku smo v koprodukciji z nacionalno televizijo posneli dokumentarni portret, ki je bil močno povezan s 70. obletnico Osvobodilne fronte. Zora Konjajev pa je bila ena od sogovornic v našem dokumentarnem zapisu o komandantu Stanetu. Mi smo lepo povedali in v praksi uveljavili, da nam ne bo gospodaril niti Beograd, niti Bruselj, pa tudi ne Wall Street. In to zlato pravilo smo uveljavljali v narodno-osvobodilni borbi in to je sporočilo narodno-osvobodilne borbe za današnji čas. To so besede iz pozdravnega govora, s katerim je Janez Stanovnik zaključil svoje razmišljanje na slavnostni seji Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija ob dnevu boja proti okupatorju. Dotaknil se je namreč predvsem 8. točke temeljnega programa Osvobodilne fronte o pravici, da slovenski narod o notranji ureditvi in o svojih zunanjih odnosih odloči in odloča sam. Ob tem je izpostavil predvsem vsiljevanje zlatega fiskalnega pravila, ki ga uveljavlja trojka iz Bruslja, in se retorično vprašal: Zakaj pa je to pravilo tako zlato? Zato, ker v ljudskem jeziku to pravilo pomeni, da prvo bomo plačali vse oderuške obresti in vsa posojila, ki sta jih najemala Janša pa Pahor, potem bomo pa še za vdove, pa za otroke, pa za invalide poskrbeli, če bo kaj ostalo. Podobno je razmišljala tudi slavnostna govornica dr. Zora Konjajev, partizanka, zdravnica, znanstvenica in lanskoletna dobitnica zlate plakete za življenjsko delo, češ da je bil z osamosvojitvijo države leta 1991, ne da bi se tega zavedali, uveden grobi kapitalizem. Med drugim sta ne vselej pravična denacionalizacija in nespametno lastninjenje korenito spremenili dotedanjo razporeditev dobrin. Že samo ukinitev službe družbenega knjigovodstva je povzročila nepreglednost denarnih tokov in plačilno nedisciplino. Ta ukrep je bil pravi signal, da se grabež lahko prične. Apelirala je, da bi vsi skupaj z znanjem in pametnimi ukrepi preprečili, da bi našo državo ponovno okupirali. Tokrat ne z oročjem, ampak z ekonomskimi ukrepi in možnim prihodom ne 3 svetih kraljev, temveč 3 apokaliptičnih jezdecev. Zunanji pritisk na našo državo je velik in tuji špekulanti se trudijo zaradi lastnega dobička pokazati, da se Slovenija ni sposobna sama rešiti iz nastalega položaja. Govor je zaključila z vprašanjem, ali ni morda čas za novo osvobodilno fronto. Na tej slavnostni seji so podelili tudi najvišje borčevsko priznanje listino dr. Marku Vrhuncu in zlate plakete posameznikom in organizacijam, ki negujejo vrednote NOB. Že prejšnji četrtek pa se je borčevska organizacija s priznanjem zahvalila tudi učiteljem in učencem podružnične osnovne šole Topol. Protokol je bil upravljen na spomladanski kulturni prireditvi z naslovom Rastejo trave in misli. Ob prihodu pomladi ter bližajočih prvomajskih praznikih so učenci in učitelji pripravili spomladansko kulturno prireditev. Naslov kulturnega programa je vzeti znane pesmi Toneta Pavčka Rastejo trave in misli. Teme recitala so bile tipično pomladanske in so govorile o pomladnem veselju, ljubezni in veselju do življenja. Spomnili smo se pa tudi 4 pesnikov, ker je ravno v aprilu 60 let, odkar je išla zbirka pesmi 4. In smo se spomnili Janeza Menarta, Kajeta Nakoviča, Cirila Zlobca in Toneta Pavčka. Žal sta 2 od teh že pokojna. Za konec pa, ker se spomnimo teh praznikov 27. aprila in 1. maja, bo pa še učenec povedal pesem, ki je nastala med vojno in govori o svobodi, Mateja Bora, Domov bom šel.
Ob tej priložnosti so prejeli srebrno priznanje za ohranjanje vrednot NOB. Priznanje sta podelila Vladimir Bertoncelj in Tone Kovič, član predsedstva Zveze združenj borcev in predsednik odbora za priznanja. Med drugim borčevska organizacija podeljuje priznanja tudi posameznim organizacijam, ki se trudijo za ohranjanje vrednot narodno-osvobodilnega boja. Zveza borcev Slovenije ima odbor za priznanja, ki podeljuje priznanje borcem, zelo zaslužnim za delo v Zvezi borcev, za različna dobra dela, ki jih opravi, predvsem pa za vse tisto, kar se vezano na vrednote narodno-osvobodilne borbe, osvobodilne fronte, in tako podeljuje tudi priznanja posameznim organizacijam, ki so zelo zaslužne za to, da gojijo vrednote narodno-osvobodilne fronte. In s tem vidimo tudi, da mnoge šole, za kar smo izredno zadovoljni, veliko angažmaja vlagajo v to, da so učenci seznanjeni s temi vrednotami, da sodelujejo na raznih prireditvah, ki jih organizira Zveza borcev. In tako je tudi vaša šola pokazala vrsto teh utemeljenih razlogov za zasluge, da se podeli to srebrno priznanje, srebrna plaketa Zveze borcev Slovenije. Podružnična osnovna šola Topolj je prejela srebrno priznanje za ohranjanje vrednot NOB z določenim razlogom. Ja, z delom. Izključno samo zaradi pridnim delom samih šolarjev, in pa seveda tudi staršev. In moramo seči nazaj. Takoj po osvoboditvi je ta tradicija ostala in je spremljala občane, krajane. Brez njih bi tu zamrlo življenje. In zahvala gre seveda šolam, šoli in šolnikom. In veseli smo, da imajo nek spoštljiv odnos do te naše polpretekle zgodovine. Katarina ali pa podružnična šola in ta področje ima nedvomno zelo bogato dediščino in prav je, da dobijo tudi otroci to znanje tu na tem prostoru. Kaj pomeni vaši šoli to priznanje? Ja, zelo smo ga veseli, ker baje, da to se ne podarja kar tako vsak mesec, ne. Verjetno dobimo to priznanje zato, ker vsa leta, kar stoji ta šola, pred 1. novembrom imamo prireditev oziroma žalno komemoracijo ob spomeniku padlim med drugo svetovno vojno na Topolu. Hkrati pa ne samo to, te pesmi, kot sem že nekoč rekla, so tudi spomin na vojno in opomin, da se kaj takega ne bi več dogajalo. Kulturna prireditev je tako z recitacijami in glasbenimi vložki učencev ustvarila predpraznično vzdušje, starše nastopajočih otrok pa navdala s ponosom ob vloženem delu učiteljev in učencev.